Danes v novicah si poglejte. Učenci osnovne šole Loka nabirajo znanje na 5 lokacijah. V Vavti vasi načrtujejo gradnjo novega vrtca. V Krški občini urejajo cesto skozi Zdole. Lepo pozdravljeni. Šole se pri organizaciji pouka, da zadostijo varnostnim kriterijem glede COVID-19, soočajo s precejšnjimi napori. Težko pa si predstavljamo, koliko truda morajo v organizacijo pouka vložiti vodstvo šole, če poleg že omenjenih zahtev pouk poteka na kar 5 različnih lokacijah. S to situacijo se uspešno soočajo na osnovni šoli Loka Črnomelj. To je osnovna šola Loka, šola z največjim številom učencev in najobsežnejšim šolskim okolišem v občini. In dotrajano šolsko stavbo, ki že 2 leti čaka, del na rušenje in novogradnjo, del na obnovo. Zaradi prostorske stiske so bili letos primorani 150 učencev razseliti na 5 lokacij. Ni bilo lahko učence preseliti in jih tam namestiti. Dodatne stvari, ki so se pokazali kot težava, so seveda pa prevozi in prehrana. 13 oddelkov nabira znanje v matični šoli, 3 so v srednji šoli Črnomelj, 5 v Adlešički in 2 v Gribelski podružnici. 8 razredov pa gostuje v poslovni hiši Stratus, kjer je naša ekipa pri pouku zmotila prvošolce. Na vprašanje, kako se počutijo v šoli, so bili Žan, Marko in Nikol enotni. Lepo, dobro, lepo. Z odlično organizacijo vodstva šole in kakovostnim pedagoškim delom uspešno nadomeščajo manjkajoče materialne pogoje. Otroci funkcionirajo in manj komplicirajo kot mi. In otroci so v šoli, oni so prišli prvi šolski dan, posebej prvošolci. Učilnice so kot učilnice bistveno lepše kot v tem starem delu. V matični šoli so med počitnicami del garderobe preuredili v učilnico za tehniko. Preselitev kuhinje je načrtovana med zimskimi počitnicami. Med šolskim letom pa bo potrebno preseliti tudi računalniško učilnico in upravne prostore, z upanjem, da bodo kmalu zabrneli gradbeni stroji. Lansko leto smo praznovali 30 let in smo si želeli res, da bi nekako to povezali 30-letnico s temeljnim kamnom. Upam pa na 31-letnici šole, da bo pa to uspelo. Kot so nam sporočili z občine, naj bi z rušitvijo dela šole in pozneje novogradnjo ter obnovo začeli v tem šolskem letu. Učenci pa naj bi v novo šolo vstopili čez 2 leti. Ena najpomembnejših naložb v straški občini je načrtovana gradnja novega vrtca ob osnovni šoli v Vavti vasi. Ta čas največ energije vlagajo v odkup potrebnih 6500 kvadratnih metrov na približno 7 hektarov velikem zemljišču, ki ima 32 solastnikov. Kot pravi župan Dušan Krštinc, so zadovoljni z dosedanjim potekom pogovorov, saj so z večino solastnikov sklenili kupoprodajne pogodbe, z nekaterimi za odkup celotnega solastniškega deleža, z nekaterimi pa zadev, tretji pa se niso odločili za prodajo, so pa dali soglasje za parcelacijo. Ta trenutek moramo skleniti dogovore še s 3 lastniki. Prepričan sem, glede na dosedanje pogovore, da bomo tudi z njimi uspešni. Vzporedno s tem so že izvedli javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije. Na javni razpis je prispelo 9 ponudb po vrednosti med 49 in 181 tisoč evrov. Izbrana je bila najcenejša projektantskega biroja iz Postojne. Izdelana je že idejna zasnova, katera je bila tudi usklajevana z občinsko upravo in pa vodstvom osnovne šole in vrtca. No in ta idejna zasnova je poslana v bistvu mnenje bodočim soglasodajalcem. Sedanji prostori vrtca bodo po izgradnji novega pripadli šoli, na kateri se soočajo s prostorsko stisko. Ko bo potem enkrat nov vrtec zgrajen, ko bojo se teh 5 oddelkov oziroma 6 preselilo na novo lokacijo, je pač v planu, da se ti prostori, ki so zdaj, v katerih je vrtec, pač potem preuredijo za potrebe šole.
Gradnjo vrtca, vredno med približno 2 in 2,2 milijona evrov, naj bi začeli prihodnje leto, z njim pa bo 11 oddelkov zdajšnjih 4 lokacij združenih pod eno streho. Z novim šolskim letom se je v bližini šol povečal prometni vrvaž. Pri osnovni šoli Metlika je bil ta vrsto let precejšen, potem pa je lani metliška občina do šole zgradila novo povezovalno cesto in s tem razbremenila promet po Vinogradniški ulici. V teh dneh pa so začeli z deli, ki zajemajo obnovo Šolske ulice od priključka k novi povezovalni cesti. Z izgradnjo povezovalne ceste med Šolsko ulico in Trdinovo potjo, pločnika in cestne razsvetljave ter v nadaljevanju z delno rekonstrukcijo obstoječe javne poti na Šolski ulici bodo izboljšali prometno varnost otrok ter omogočili lažji, hitrejši in varnejši dostop do osnovne šole. Tako je sedaj do šole možno dostopati iz 2 smeri, zaradi česar staršem ni treba več obračati vozil pred šolo in dodatno obremenjevati Šolske ulice. Denar za nadaljevanje projekta so zagotovili v občinskem rebalansu. Namreč osnovna šola je zelo težko dostopna, še posebej z avtomobili ali pa avtobusi šolskimi, in na ta način zagotavljamo tudi varen dostop do šole. Namreč do šole se je sedaj prišlo preko Vinogradniške ulice, ki nima pločnika in ni primerna za takšen promet, je pa to nažalost državna cesta in glede na konstrukcijo samega terena bomo zelo težko našli tam neko rešitev, da bi to cesto usposobili, da bi bila varna šolska pot. Zato so se odločili, da bodo izgradili obvoznico. Do konca oktobra bodo uredili še vozišča v širini 3,5 metra, asfaltirali celotno površino obstoječih 9 parkirnih mest in s tem pridobili še 4 nova, poleg tega pa še uredimo v tem projektu tudi vse pločnike, javno razsvetljavo, tako da lahko otroci pridejo po pločniku do šole. Hkrati pa so tudi drugi dostopi, peš dostopi do šole so urejeni. Dostop do šole je trenutno še oviran s severne strani. Torej Veselica in pa dostop do šole, tam pa še zadeve nimamo urejene, ampak ravno sedaj se dogovarjamo z direkcijo in iščemo skupne rešitve za eno peš pot, ki bo povezala tudi ta zgornji del Metlike. Vrednost del, ki jih izvaja podjetje TGH iz Črnomlja, je ocenjena na 130 tisoč evrov in bo poravnana iz občinskega proračuna in sicer iz naslova povečanja glavarine. Šolarji se bodo po novi povezovalni cesti do šole lahko pripeljali predvidoma do konca oktobra, v času del pa bo na tem območju nekoliko oviran promet. V Krški občini končujejo dela v sklopu 1. in 3. faze obnove ceste skozi Zdole. Gre za povezavo med tem naseljem in Vidmom. V sodelovanju z Državno direkcijo za infrastrukturo so pred 2 letoma že izvedli drugo fazo. Rok za zadnji 2, vredni 1,2 milijona evrov, pa je konec oktobra. Občina Krško bo k večinskemu deležu direkcije dodala dobrih 320 tisočakov za izgradnjo pripadajoče infrastrukture. Z obnovo smo krajani pridobili pločnik, obnovila se je tudi nekaj infrastrukture, vodovod, javna razsvetljava, tako da bo to sedaj veliko pripomoglo k večji prometni varnosti udeležencev v prometu, predvsem pešcev. Potem, ko so pred časom že dobili večnamenski dom, je lepša podoba naselja zdaj le še pika na i. Projekta sta bila medsebojno tudi povezana. Začelo se je z izgradnjo doma krajanov in ureditvijo ceste okoli doma, sedaj pa še spredaj in zadaj, tako da je v bistvu skozi celotno naselje cesta končana in s tem tudi dosti lepša podoba vasi. Čeprav so dela po večini končana, pa je še nekaj manjših težav v zvezi s predstavitvijo enega daljnovoda, in sicer zaradi nadvišanja, ampak ta zadeva teče in ne bi bila potem dokončno gotova nekje v mesecu oktobru. S tem bi dokončali pravzaprav fazo 1, 2 in 3 skozi Zdole proti Vidmu. Seveda pa nas čaka še zelo veliko dela, predno bomo celoten projekt dokončali. Celoten projekt z vsemi 3 fazami bo sicer stal krepko prek 10 milijonov, pravi Stanko. Krajani pa zdaj nestrpno pričakujejo še obnovo ceste od Zdol proti Krškem, saj je ta na določenih delih že precej poškodovana in nevarna za udeležence.
Brežiška občina je sredi avgusta objavila javni razpis za pospeševanje razvoja podjetništva za leto 2020. Na voljo je 100 000 evrov, razpis pa se izteče v torek. Denarne spodbude so namenjene za 4 področja. Prvi namen je za sofinanciranje investicij, drugi namen je za nova delovna mesta, potem imamo pa še 2 namena. Eno je za sofinanciranje sejmov za podjetja oziroma manjše podjetja, ki imajo lastne proizvode, in pa tudi sofinanciranje namen v mestnem jedru. Posamezni vlagatelj lahko prijavi največjo vrednost naložbe v višini 40 000 evrov in najmanj v višini 4200. Pri podjetjih mlajših od 3 let pa je najmanjša vrednost lahko 1000 evrov. Na občini so veseli tudi, da so lani prodali vsa zemljišča v obrtni coni Dobova. Mi pripravljamo tudi nov občinski prostorski načrt, spremembo, kjer se bi ta cona v Dobovi lahko razširila. Prav tako pa tudi v obrtni coni Brezina praktično je še nekaj prostora, vendar se tudi tam z podjetjem TPV in pa še z drugim 3 investicijami praktično popolnjuje tudi obrtna cona v Brezini. V Šentrupertu bi radi obnovili in dogradili tamkajšnji dom kulture, ki je v lasti občine. Stavba je namreč postala neprimerna za izvajanje kulturnih in ostalih dogodkov. Z naložbo pa želijo občanom omogočiti prostor za združevanje in organizacijo različnih prireditev. Dom kulture je v slabem stanju, nekateri napisi na njem pa zbledeli. Zaradi neuporabe vse bolj propada. Občani se ob njem ustavijo le, ko na ekološki otok poleg doma pripeljajo odpadke. Ob toplih dnevih pa celo bolj spominja na domovanje Martinčkov. Zato so se na občini odločili, da ga obnovijo in dogradijo. Namen je, da v teh predhodnih prostorih bi bil prostor za vaje, bi rekel vadbe tudi pevske, in tako, da ne bi treba uporabljati same dvorane za vaje, ampak da bi bila dvorana bolj rezervirana za končne nastope. V prizidku bi lahko potekale tudi pogostitve, potrebna bo izgradnja novih sanitarij, prostori bodo morali biti primerni tudi za invalide, dodaja. Letos načrtujejo izdelavo projektne dokumentacije. 2 idejne zasnove smo dobili od projektantov, se bomo odločili za eno od teh. Ko bomo pa to projekt imeli že pripravljen, bomo potem šli še na dodatno dokumentacijo gradbeno, ki bo potrebna, in ureditev celotnega okolja, okolje kulturnega doma. Naložba je ocenjena na od 200 do 250 tisoč evrov, možnosti sofinanciranja pa vidijo v javnem pozivu za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti, razpisu za energetsko sanacijo objektov in sredstvih last Dolenjska in Bela krajina. Kot dodaja župan, jim je vzor obnova kulturnega doma v Šentvidu pri Stični. Tam so zelo lepo obnovili to kulturni dom in nekako naš dom je približno velikosti enake in tudi predvidevamo, da bi bil vsaj tako lep, kot so ga oni obnovili. Če bo vse potekalo po načrtih, bi lahko dela stekla v drugi polovici prihodnjega leta. Iz Doma starejših občanov Črnomelj sporočajo, da je dom do nadaljnjega za obiske zaprt, ker je ena izmed sodelavk okužena s koronavirusom. Pri stanovalcih za zdaj niso zaznali suma na okužbo. So pa za tiste, ki so bili lahko v stiku z okuženo sodelavko, organizirali sivo cono. Hvala za pozornost in prijeten večer.